Direktorica Narodnega muzeja, magistrica Barbara Ravnik, je danes odsotna, zato sem izrečena dobrodošlico tudi v njenem imenu. Koncert Tinkare Kovač s posebnimi gosti, ki nosi naslov Divja baba, bo posvečen tudi predstavitvi prve knjige v zbirki Flavtofonije. In ta predstavlja Neandertalčevo piščal, najstarejše glasbilo na svetu, ki ga ponosno hranimo tudi v Narodnem muzeju v Sloveniji. In več o tej sloviti najdbi nam bo povedal naš sodelavec, arheolog, dr. Matija Turk. Prosim. Lep pozdrav. Ta najdba je bila odkrita pred 22 leti v jami Divje babe in je že zelo kmalu vzbudila veliko zanimanje. To pa predvsem zato, ker če bi se res izkazalo, da je to izdelek človeka, da gre za artefakt, da je to res piščal, bi to pomenilo, da je to prva piščal iz časa neandertalcev. Kajti ta najdba je bila najdena v plasti, stari med 50 in 60 tisoč let in jo lahko pripišemo izključno neandertalcev. Za neandertalce pa nekako vemo, da so te razni umetniški izdelki vsaj do nedavnega bili zelo težko prepoznani, nekako se mu je vedno že vnaprej odklanjalo te intelektualne, umetniške in podobne zmožnosti in to odkritje je bilo res radikalno v svojem času. Je pa treba reči, da če bi ga našli recimo danes, že ne bi bilo več tako radikalno, ker mogoče tudi prav po zaslugi te piščali so arheologi začeli malo drugače gledati na določene stvari in so tudi v določenih drugih najdbah odkritih začeli prepoznavati razne te simbolne umetniške vidike neandertalcev. Seveda, ta najdba iz Divjih bab že od vsega začetka se drži en tak dvomljiv prizvok, naletela je na strašanski odpor, zanikanje pri določenem delu svetovne strokovne javnosti, ki so nekako bili vedno glasnejši od tistih, ki so stvar raziskovali v obe smeri. Treba bilo res ugotoviti, ali je te luknje povzročila zver ali jih je povzročil človek. In zdaj po zaslugi 20 in več let raziskovanj, ki v bistvu še vedno potekajo, vedno se kaj novega odkrije, lahko rečemo, da imamo neprimerno več argumentov, da je te luknje res izdelal človek in da praktično nimamo nobenega trdnega argumenta, da bi jih lahko naredila zver. Vemo, kako lahko človek izdelal takšne luknje, kar je pa pomembno, je pa tudi to, da smo lahko nekako uspeli rekonstruirati to piščal, ki je drugače zelo odlično ohranjena. Na njej so bili izvedeni tudi različni glasbeni poizkusi, cela vrsta strokovnjakov iz glasbenega področja se je z njo ukvarjala. In mogoče najbolj uspešen je bil pa v zadnjem času akademski glasbenik Ljuben Dimkarovski, ki je res iz te najdbe izvabljal takšne zvoke, da smo lahko skoraj povsem prepričani. Treba reči, da 100% ne moramo biti nikoli prepričani za take stvari iz tolikih obdobij v preteklosti. Zato mi v stroki arheologi vedno dopuščamo vedno en majhen dvom. Sam vseeno lahko govorimo, da je to res artefakt, se mi zdi upravičeno lahko to trdimo in da je res glasbilo. Kajti na to rekonstruirano glasbilo se da res sijajno igrati. Toliko za enkrat. Hvala. Z nami pa je tudi direktor lokalne turistične organizacije Laufer-Cerkno, Gregor Novakovič, ki se trudi za še večjo prepoznavnost arheološkega parka Divje babe, najdišče Neandertalčeve piščale, tako doma kot tudi izven naših meja. Tako da prosim za besedo. Hvala za besedo, Petra. Lep pozdrav vsem prisotnim. Še v mojem imenu, kaj reče v bistvu glede arheološkega parka Divje babe, kar ni povedal že dr. Matija Turk. Mi kot lokalna turistična organizacija se predvsem trudimo, da bi arheološki park Divje babe naredili bolj prepoznaven. Od leta 1995, ko je bila neandertalčeva piščal najdena, se je zgodilo marsikaj dobrega, nažalost pa se, kar se tiče te prepoznavnosti, po mojem osebnem prepričanju ni storilo tega, kar bi se lahko, predvsem v tistih letih ob odkritju, in menim, da je pred nami še veliko dela, kajti
Ta arheološki park je po mojem mnenju dragulj, ki bi ga morali negovati vsi, ne samo v bistvu mi Cerkljani oziroma Šebreljčani, in na tem bomo morali storiti še marsikaj, da bo arheološki park postal bolj prepoznaven. Kaj bomo storili, vsekakor je drugo vprašanje, ampak delamo že na tem konkretno. Ena izmed stvari je tudi ta, da smo povabili k sodelovanju Tinkaro Kovač, ki je vsekakor zelo prepoznavna oseba v slovenskem prostoru, in tudi širše, in z njeno pomočjo bomo poskušali arheološki park Divje babe približati ne samo slovenski javnosti, ampak tudi širši svetovni. Hvala. Zdaj pa je čas, da predamo besedo tudi zvezdi današnjega dopoldneva, se pravi Tinkari Kovač, glasbenici, umetnici, odlični flavtistki in tudi avtorici prve knjige v zbirki Flavtofonije, ki bo kmalu ugledala luč sveta. S seboj pa pripeljala danes tudi posebno gostjo, ki jo bo tudi sama predstavila in boste skupaj povedali več o svojem delu. Dober dan, vsi lepo pozdravljeni. Hvala, da ste prišli, da skupaj z nami zaženete ta projekt oziroma to, kar sedaj počnem in se rojeva prav v tem času. Veliko mi pomeni, da smo prav tu, kjer je piščal, in mislim, da je ona tista prava zvezda današnjega dne. Mi smo samo tisti, ki jo občudujemo, opazujemo in ugotavljamo, kaj vse je človeštvu prinesla. No in prav tako se začne moja zgodba, ki je napol fantazijska, napol pa poučna, napol zgodovinska. To je taka pravljica, ki jo lahko prebere kdorkoli, od otrok do odraslih. Ima glavno junakinjo, ki se imenuje Tinka Tonka Flavtofonka in potuje v prostoru in času in raziskuje vse flavte sveta. Ampak nekje se ta punčka, ta deklica mora roditi in kje drugje kot v Sloveniji, v Divjih babah, kjer smo oziroma kjer so odkrili prav Slovenci prvi inštrument. Jaz ga bom kar tako še naprej imenovala, ker verjamem, da je tako. Še posebej sem vesela, pa ker je to flavta. Sem prepričana, da se bomo še enkrat vrnili v ta prostor, zato ker prav naslednje poglavje je poglavje, ki bo namenjeno Panovi piščali, in Panova piščal se pa pojavi prav na Vaški Sitoli. Tako da flavt na svetu je veliko, najbolj posebna je pa seveda tale. Kar se tiče samega koncerta, bo koncert tudi nekakšen začetek, in če govorimo na tisti točki, kot je gospod Štefan Lapanje, ki je vodič in domačin, takrat rekel, da je to zagotovo eno od svetovnih svetišč nas glasbenikov, inštrumentalistov, moramo absolutno tja, da tudi nekaj zaigramo. Šebreljska planota je zanimiva tudi zato, ker se tam nahaja po staroverskih prepričanjih pentagram in ta pentagram sestavljajo cerkvice, ki so tam postavljene. Ena od teh je tudi cerkev svetega Ivana in imenuje se prav Svetišče sonca. Zato se mi zdi to res en tak čaroben in lep prostor. Predvsem pa eno tako prizorišče, ki me v zadnjem času mojega ustvarjanja še bolj zanima, kot to, da prihajam v kakšne bolj betonske kocke v mestih, raje grem k naravi, zato ker tudi mislim, da je tam glasba nastala in je prav, da je tam doma. No, na koncertu bo moj gost Boštjan Gombač, ki k sreči tudi obvlada neandertalčevo piščal in bo nanjo seveda tudi zaigral. On je tudi letošnji, kot veste, Prešernov nagrajenec. Poleg mene bo tudi moj sodelavec Gavčurin, tudi izjemen glasbenik, in pa Barbara Šinigoj, ki je odlična vokalistka, mentorica, in pa Domen Gracej, tudi moj kolega, tudi v malo bolj sindikalnih vodah. Drugače bom pa imela tak koncert, da bo pravzaprav solo koncert. Sama bom na odru in na različnih točkah se mi bodo pridružili različni glasbeniki. Danes je z mano tudi ilustratorka knjige
Kiki Klimt, tukaj na levi strani. Spoznali sva se pred nedavnim, ampak ko sva se pogovarjali o tem, kaj ona počne, kaj jaz počnem, sva takoj vedeli oziroma sem jaz vedela, da je to pravo sodelovanje tudi zato, ker tudi sama piše o zgodovinskih dogodkih. In ena od knjig, ki govori prav o neandertalcih, je tista, ki si jo sama ilustrirala, ne, in ima naslov Gib na Gibraltarju. In ptice je pa zgodba o neandertalcih iz Gibraltarja. Ja. Tako da ena ilustracija iz te njene knjige je bila pravzaprav že točno tista, ki sem si jo predstavljala, da se bo pojavila na eni od prvih strani v moji knjigi. Predajam ti besedo, da poveš nekaj o tem. Prvo, velika čast mi je, da me je Tinkara povabila projektu, ki, bom rekla, je tako nekako projekt iz mojih sanj. Ker namreč v ilustraciji se vedno ukvarjam, ali pa do zdaj sem se bolj z nekako zgodovinsko ilustracijo in poskušala sem otrokom predstaviti neko drugo obdobje v slikarskem smislu, ker ilustracija je prvo slikarstvo, ne? To pomeni skozi vizualni jezik in predstaviti, kako so živeli, kako so občutili takratni ljudje. Vedno je to neka fantazija, iluzija, nerealnost, tako kot je gospod že rekel, lahko samo predvidevamo, kako so neandertalci živeli, ampak na osnovi, bom rekla, nekih raziskav arheologov, njihovih pričevanj, kaj so našli, kako si oni razlagajo, kako so živeli, določenih slik, ki sem jih našla v raznih knjigah skozi zgodovino, kakšni so neandertalci, kje so živeli, kako so bili oblečeni, bom skušala čim bolj verno predstaviti Tinko Tonko, okolje divjih bab v takratnem času, ko naj bi bila zmrzal, ko naj bi bilo ledena doba, kar je popolnoma drugače kot na Gibraltarju, kjer je bilo lepo in toplo. In upam, da mi bo to uspelo, no? Da bomo otrokom na čim boljši način predstavili tako vibracijo glasbe, kot vibracijo slike, da bojo lahko občutili, kaj je bilo v takratnem obdobju. To kot mene. To je zbirka, ki bo sestavljena iz 12 knjig. Vsaka knjiga bo izšla na en letni čas, tako da bo to zbirka v nastajanju 3 let. Začne se torej z Neandertalčevo piščaljo, potem gre v Grčijo, kjer spozna Tinka Tonka Pana in njegovo Panovo piščal. Potem se seli v trubadurske čase, v Provanso in flavte, ki so jih takrat uporabljali. Potem ima opravka z Bachom in Mozartom, pa z Ianom Andersonom, ki igra rock flavto. Potem sem našla piščali oziroma flavte, ki so jih uporabljali med burgundskimi vojnami in zadnjo burgundsko vojno tudi zaradi njih zmagali. Na bojiščih so namreč uporabljali flavte, kovinske flavte, skupaj z bobni in naznanjali ritmično, kdaj je treba ustreliti. Potem se zgodba pravzaprav nikoli ne zaključi. Seveda bom v tej prvi zbirki izdala 12 knjižic, predstavila 12 piščali, ampak teh piščal je na svetu toliko, da verjamem, da imam lahko do konca življenja dovolj dela. To je to. Je pa še en zanimiv vidik, ki ga ne bom pač zanemarila, ker je del mojega življenja pravzaprav bil v glavni meri doslej, ko še nisem pisala, in to je glasba. V vsaki knjižici bom priložila tudi zvočni zapis,
pripoved te iste pravljice in v sami besedi že opisujem, kako je ledena doba tudi zvenela, kako se je slišalo tiste poke ledu, veter in vsa ostala jamska bitja, ne, ki trkajo dol s kapnikov. Tako da bo zraven tudi zvočna pravljica. V zadnjem mesecu pa pripravljamo tudi pravljico oziroma gledališko predstavo, ki bo predstavljala najrazličnejše piščali in je namenjena otrokom, predšolskim otrokom in otrokom v prvi triadi osnovne šole. K tem projektu, te predstave je pristopila tudi Glasbena mladina Slovenije, ki bo glas te gledališke predstavice nesla po Sloveniji. In upam, da bo čim več odziva, bo pa hkrati to tudi odličen test, da tudi otroci sami povejo, če mi pravljica všeč. Hvala. Odlično. Smo. Smo.